Lepo pozdravljeni v podcastu Gospodarske zbornice Slovenije, v katerih bomo danes v ozadjih spregovorili pravzaprav o publikaciji Urada za makroekonomske analize razvoj z naslovom Kakovost življenja v Sloveniji, poročilo o razvoju v letošnjem letu, torej 2026, ki prinaša celosten pregled stanja v Sloveniji na različnih področjih, določa največje izzive slovenske družbe in predstavlja seveda tudi priporočila. V Sloveniji danes namreč še živimo dobro, vendar pa tako kot pomembnejši strokovnjaki opozarjajo že dalj časa, tudi UMAR tokrat jasno opozarja, da slovenski razvojni model izgublja zagon in da bomo v prihodnje zaostali za ostalimi državami, če ne bomo spremenili smeri razvoja. No, kaj to pomeni za gospodarstvo, kaj tudi za socialno državo in javne storitve in predvsem, kaj moramo storiti v Sloveniji v naslednjih 10 letih, pa tudi v podjetjih, če želimo ostati med uspešnejšimi evropskimi državami. Moj gost je danes in s katerim se bom pogovarjal vse te stvari, eden od ključnih avtorjev poročila, ki je te dni seveda zelo zaseden s predstavljanjem tega poročila, ekonomist Peter Vosner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj. Peter, dobrodošel v studiu in hvala lepa za čas. Pozdravljeni in hvala za vabilo, z velikim veseljem. Peter, začnimo pri osnovni ugotovitvi poročila. Slovenija se po večini kazalnikov kakovosti življenja še vedno uvršča med uspešnejše države Evropske unije. To je zelo spodbudno sporočilo in mislim, da ga je prav poudariti in z njim tudi začeti. Torej, kateri vidiki življenja in dela nas dejansko uvrščajo, v ta, lahko rečemo, prestižen klub bolj uspešnejših držav? Ja, te metodologije temeljijo na primerjavi, so različni indeksi, ki imajo neko metodologijo, katere cilj je, da se pogleda, kje je posamezna država relativno glede na drugo. S tem začenjam zmerom zato, ker je Slovenija znotraj Evropske unije po teh neenakostih prva, torej smo najuspešnejši in to marsikoga zbode. Zato zmeram začnemo v tem smislu, to iz tega ne sledi, da pa na tem področju nimamo nič za narediti. Pomeni pa, da primerjalno glede na druge države je to naša primerjalna prednost. To je nekaj, na čemer, kar je dobro, smo uspeli ohraniti, se pravi, raven družbenih neenakosti, te so nizke in to nam govori v prid. Zdaj smo dejansko dosegli s tem zadnjem merjenju tega, to je indeks vključujoče in trajnostne blaginje, ki jo pripravlja Evropska komisija oziroma zanjo skupni raziskovalni center. V bistvu, poleg neenakosti so vse, kar meri blaginjo danes, pa tudi te kakovost narave, so glavni dejavniki, ki nam govorijo v prid. In to je nekaj, kar je, tako kot ste rekel, je za Slovenijo pozitivno, ne samo z vidika kakovosti teh, ki živimo tukaj. To je tudi en element atraktivnosti, kar je tudi, glede to, da smo v hramu gospodarstva, to je tudi en pomemben vidik, ker ta atraktivnost, privlačnost je eden izmed elementov konkurenčnosti. Zdaj, znotraj tega, samo mogoče, da še ilustriram, ker ljudje se mi zdi včasih malo, pa ta blaginja. Moramo vedeti, da če stopva korak nazaj, kaj so zdaj te trendi, ki poganjajo to nekako blaginjo, zadovoljstvo. Se pravi, mi imamo srednjo dolgoročno gledano, imamo zelo izrazito pozitivne trende na področju zaposlenosti, smo na rekordnih ravneh, smo na najnižjih ravneh, ko gre za nezaposlenost, negotovost delovnih mest se je izrazito zmanjšala, dohodki rastejo in to smo tudi natančno tako kot Višegrajcem, to nič ne zaostajamo po tem segmentu. Ob tem pa uspevamo ohranjati, ko smo že glih pri tem, to se mi zdi nekaj, kar tudi ljudje se morda premalo zavedajo. Če vzamemo sredinskega Slovenca ali Slovenko, tak je na sredini dohodkovne porazdelitve, je ta Slovenec oziroma Slovenka ravno malo nad povprečjem srednjega Evropejca. Višegrajci so za velikostni razred, se pravi za 25, malo manj kot 25% točk za nami. Ko gre za srednjega, se pravi Čeha, Poljaka, Madžara ali Slovaka. In to je nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno razumeti, da to se mi zdi malo včasih ljudje intuitivno čutijo, da je zaradi majhnih neenakosti ta naša stopnja razvitosti vendarle več pomeni za vsakega od nas. Zdaj morda nimamo dovolj, torej nimamo Elonov Muskov,
Vendar pa za vas, mene in pač Janeza in Marijo je pa to nekaj, kar je nam govoril prid. In v tem segmentu se lepo vidi, ne, če greva tle še te kazalniki merijo še potem ta tretji vidik, ki je recimo dostopnost do javnih storitev, zdravstvo, šolstvo, varnost in tako naprej. Če še to narediva gledava ta paket, ne, potem se v bistvu pride človek do tega, da to, kar se intuitivno čuti, dejansko odražajo tudi podatki. To pa je, da živimo v izjemno lepi državi, ki je varna, ki je, bom kar rekel, atraktivna, ne, ki ohranja to visoko stopnjo socialne kohezije, ki sicer to bo pol verjetno šla v to, ne, trendi tukaj niso dobri, ne, moramo biti previdni. Ampak z vidika stanja to nam gotovo govori v prid ne, kar se pa ekonomskega dela tiče, smo pa tam, ne. Smo še vedno znamo, iznajdljivi, vse še zmeram to, vendar, to je pa zdaj druga plat, ne, opozarjamo, da ko pa gre za trende in kaj naše pričakovanja v prihodnje, tam pa stvari začenjajo vse bolj drseti. Tukaj zdaj v sapo. No, in o tem se bova v nadaljevanju tudi pogovarjali, ampak pri tem bi se dotaknil tega, kar ste že malček nakazali, ne, ugotavljate, da se povečuje tveganje socialne izključenosti, ne, predvsem pri nekaterih bolj ranljivejših skupinah. Katere skupine so izpostavljene? Zdaj, sam to, da prej še povem, da razlog, da se povečuje tveganje socialne izključenosti, je izključno v povečevanju kazalnika tveganja revščine. Kazalnik tveganja revščine je pa relativni kazalnik, kjer se primerja, koliko ljudi ne dosega 60% mediane ekvivalenta, skratka dohodka. Ne. To pa sam omenjam zato, ker ta tveganje revščine je v enem segmentu posledica tudi povečevanja, torej če vam začenjajo rasti dohodki v zgornjem segmentu, recimo zaradi hitre rasti borze, zaradi visoke stopnje rasti cen nepremičnin, take stvari, ne, potem vam ta zgornji segment lahko hitreje raste in to vam lahko statistično povečuje, se pravi, število ljudi, ki so izpostavljeni tveganju revščine. Tako da ta kazalnik vendarle je treba vedeti, da je relativen in ga ne velja, rekel, skočiti na prvo žogo. Vendar, po drugi strani je pa tako, da je pa ta najbolj poglobljen. Ne? Se pravi, z vidika zajema, se pravi, izpostavljenih, marginaliziranih skupin, je pa ta kazalnik tisti, ki gre najglobje, najširše. In zaradi tega je vendarle, če k njemu dodamo potem druge analize, ki gledajo, kaj se na tem področju dogaja, potem je naša ugotovitev, da torej te skupine, ki so najbolj tvegane, to so pa starejši, nižje izobraženi, enočlanska gospodinjstva in pa priseljenci in še posebej tam, kjer se te to so zdaj posamezne lastnosti, ki pa so še posebej problematične takrat, kjer se prepletajo. Ne. Recimo, če je priseljenec, ki je nizko izobražen in živi sam, ne, to bova hitro prišla do sklepa, da ne. In iz tega vidika je to nek trend, kjer se kaže, da tudi zaradi verjetno v povezavi z tem, da imamo tak pritok tuje delovne sile, ne, te številke so se pač kar dramatično povečale v enem desetletju. Takšnih izpostavljenih, ranljivih je vedno več in posledično tudi te naši sistemi se zdi, kot da niso dovolj prilagojeni, ne, ker so pač temeljili na enem drugem družbenem okviru in to je tisto, kar pravimo, ne samo zaradi socialnih razlogov, tudi iz ekonomskih, če hočete, je treba pač to je segment družbe, s katerim imamo vedno večje težave, ker so te skupine vedno bolj marginalizirane, prihaja do vedno večje segmentacije trga dela in to je nek trend, ki je slab ekonomsko, da ne govorimo o tem socialnem, ampak tudi človeškem smislu. Ne. Ja. No, strokovnjaki, ne, in gospodarstveniki seveda tudi opozarjamo, da se je dosedanji razvojni model, ne, in to v poročilu zelo poudarjate, ne, izpel na nek način. Vidimo, kako se svet močno spreminja, ne, geopolitično, varnostno, tehnološko, ne, gospodarsko, ne, izjemna konkurenca strani Azije. Ne. Kaj so ključni pravzaprav izzivi trenutnega razvojnega modela Slovenije? Kje imamo največji izziv? Jaz bi tako začel bi s te strani morda, da je Slovenija pač na 91% po bruto domačem proizvodu na prebivalca. In to je nekje raven, kjer se... Povprečje EU, ne?
Povprečje EU, ja. Ja. Torej, ne glede na kontekst, to, kar ste omenjali, pa cela ta digitalna zgodba, na tej stopni nekje, že literatura zadnjih 50 let ugotavlja, da se tukaj je treba nekaj nadgraditi. Ne? Se pravi, do tukaj nekje, ne? To je zdaj, so različne ocene pa tako naprej, ampak ne, si v fazi, ko druge loviš. To pa pomeni, da ti praktično uporabljaš tehnologijo, ki je nekje na razpolago in jo seveda apliciraš na tvoje okolje. To ne pomeni, da tam ni razvoja in tako naprej, vendar si praktično izvajalec tega, kar je že nekdo razvil, oziroma ne, si dobavitelj tistega, kar je nekdo drug naročil za tebe. Zdaj, ko si manj razvit in so tvoji stroški produkcijskih faktorjev nižji, je to model, ki je smiseln, ker ti omogoča, da bistveno hitreje napreduješ. Ne? In to je, recimo, če pogledava zdaj znotraj Evropske unije, imamo recimo Romunijo, ne, ki je izjemno hitro napredovala točno na tej osnovi. Je velika, je lahko izkoriščena ekonomija obsega, imela je na razpolago dovolj torej prostora, izobražene delovne sile, prišla je Evropska unija, kar je zagotavljalo to stabilnost, varovanje lastniških pravic in tako naprej. In sistem je v bistvu, in to je bila kombinacija, ne, še malo zraven dodanih teh evropskih sredstev in je v bistvu in je bila izjemna rast, gospodarska rast, ne, na prebivalca, to je res izjemno. Ne. Tako da danes v bistvu Romunija je na isti ravni kot Hrvaška pa Madžarska, recimo, ne, kar je bilo še 15 let nazaj nepredstavljivo. Kaj hočem reči? Ko loviš, ne, je to smiseln in racionalen sistem. To, kar in Slovenija je na tem valu, ne, v zadnjih rečva kar ne, od druge svetovne vojne naprej, tako rekoč, v tem segmentu predvsem konkurirali. Zdaj pa pazite, ne vsi, ne, seveda smo imeli uspešna podjetja, ki razvijajo lastne proizvode, ki temeljijo na svoji blagovni znamki, vendar gledano makroekonomsko, ne, je bil to naš osnovni modus operandi. No, in ta del zgodbe, torej mi smo ta segment, v katerem konkuriramo, postaja vedno več jih je držav in regij, ki so sposobne delati to, kar delamo mi. V tem trenutku smo strukturno še zmeraj malo močnejši, smo malo bolj raziskovalno razvojno intenzivni, imamo dobro razvite ekosisteme, smo diverzificirani, smo dobro torej, ne da je neka panika. Ne. Vendar pa moramo razumeti, da na ta način, kjer smo, status quo, ta opcija ni na razpolago. Včasih imam malo občutek, da si ravno to ljudje želeli in vključno s podjetji, ne, ker to, cel ta preskok, da ti, ne, da tudi na ravni posameznega podjetja preideš od tega, da izvršuješ nekaj, kar ti je nekdo naročil, v to, da boš ti zdaj razvijal nove proizvode, za katere ne veš, kako bo trg odreagiral in tako naprej. To zahteva popolnoma drugačne pristope in strategije. In to je ta izziv, pred katerim smo, ne, ki se, če rečemo v gospodarskem jeziku, ne, v tem modelu, kjer smo, bomo imeli marže 5% plus minus, ne, s trendom navzdol. In na tak način mi standarda, ki si ga želimo in pričakujemo, ne moremo ohranjati, ker bo teh, ki bodo lahko konkurirali za dobavo, karkoli že bodo drugi naročali, ne, takih bo vedno več in te marže bodo šle dosti. Kar pomeni, da moramo preiti v ta od izvajalcev med ustvarjalce, tiste, ki bomo ustvarjali proizvode, za katere bodo kupci, stranke pripravljene plačati toliko več in kjer bomo realizirali donose 10-20% plus. To pa potem pomeni, da lahko živiš, ne, se pa pogovarjamo o in gospodarski dinamiki in kakovosti življenja in teh družbenih sistemih, potem se pa seveda to da vzdrževati in je nekako zanka, ki te pelje navzgor. In ta preskok je nekaj, kar poskušamo dobesedno prepričati vse deležnike, ker moramo razumeti, da če človek pogleda recimo vse te razprave, ki tečejo, se zdi prepogosto, kot da smo drug proti drugemu in ne razumemo, da bomo ta preskok naredili izključno in samo, če bomo ugotovili, da smo vsi ena ekipa in da mora vsak svoj del posla oddelati. Ne? In to ne mislim samo zdaj delodajalci, delojemalci, pri čem tem mislim tudi vse ostale družbene podsisteme, ki morajo delovati vključno za državo, ki moramo veslati v eno smer. In to ne tako, da ob vsaki spremembi vremena spreminjamo smer, ker tako se ne pride daleč. Ne? In to je tisto, kar je naše glavno sporočilo. Torej, če povem drugače, produktivnost je tisti dodana vrednost našega gospodarstva, ne pravzaprav problem, ne, na nek srednji rok, ne, ob sedanjem razvojnem modelu. Ne.
pravite v poročilu, ne, da je to, torej, da dvig produktivnosti, ne, je pogoj, pravzaprav, da bomo lahko ohranili današnji neki socialni model, oziroma vse te socialne storitve, varnost, če želimo, in tudi ne nazadnje javne storitve države, ne. Koliko časa lahko družbe, če smem sam skočiti, ne samo družbeni, tudi ekonomski, ne. Zato, ker podjetja, ne, to je pa posebej relevantno, zakaj poskušamo tukaj malo bolj na glas biti plat zvona, zaradi tega, ker je nekako pričakovanje implicitno v teh debatah, se mi zdi, da pač ne, ali bomo šli malo gor, ali bomo šli pa majčkeno dol, ne. Kolikor ne, človek bere to literaturo, ne, ta digitalizacija, ki bo zdaj šla v vedno bolj to avtonomno fazo, ki bo omogočala res visoke, ne samo torej marže, donose, ampak tudi velike ekonomije obsega. To je vse nekaj, kar se tako sliši zelo ezoterično, ampak v praksi je pa, moramo pa vedeti, da agregatno povpraševanje je takšno, kot je. In zdaj, če se pojavi igralec na trgu, ki je bistveno hitrejši, bistveno močnejši, bolj donosen, kar pomeni, da bo lahko več investiral in ki izkorišča ekonomijo obsega, to preprosto pomeni, da bo, če bo nekdo zelo povečal svojo kapaciteto, pomeni, da bo nekdo mogel izpasti. Ne, da se bo nekomu zmanjšala obseg prometa za 10%. Ne. To pomeni, da bodo nekateri, ki ne bodo pravočasno uspeli tega svojega načina delovanja nadgraditi, ne, tako v smislu operativne odličnosti, kot v smislu poslovnega modela, in v tem smislu opozarjamo, da gre za mešanje kart, da ta zgodba o produktivnosti, čeprav vse ste opazili, se ne rad stavim na besedo produktivnost, ker sem enostavno opazil, da ljudi ne prepriča, tako da grem raje ali opisati, kaj zdaj ta produktivnost pomeni za ljudi na eni strani, ne, ali pa z vidika poslovnega sveta, ne, se mi zdi, da je ta beseda v zvezi z maržo, ne, je nekaj tazga, kjer je vsakemu jasno, da če je donos 5%, nam trda prede. No, in v kontekstu te digitalizacije to pač enostavno po eni strani z veseljem ugotavljamo, da ni še prepozno, kljub temu, da že vsaj 5 let kričimo, da ne, kdaj pa, če ne zdaj, ne, vendar še ni prepozno in je pa res, da je treba zdaj to sporočilo, ne, zdaj je pa res skrajni čas, da še nekako, kar rekel, da te škarje, ki se sicer odpirajo med pričakovanji in sposobnostjo, to, kar ste rekel, ne, ker na koncu gre pa razdeliš lahko toliko, kolikor ustvariš, ne, te škarje, če te produktivnosti ne pospešimo, se bodo odpirale, ne, in ko se enkrat začne implozija, ko prideš v negativno spiralo, to je pa potem problem. Ne. Nismo tam, ne, da ne bo zdaj kakršnekoli panike, vendar opozarjamo, da je treba ne, z nekaj več, kako nečem, strateškega premisleka pač torej presojati, na katere karte stavimo, kam investiramo in s kakšno dinamiko to počnemo. Kaj bi morala storiti recimo država in kaj gospodarstvo, ne, da izboljšamo, bom rekel, marže, ne produktivnost, ampak marže recimo, in da pridemo pravzaprav od podizvajalcev med ustvarjalce, to, kar bi morali. Ja, zdaj na strani torej bom začel na strani podjetij, ki sva na gospodarski zbornici. Torej mi predvsem izpostavljamo, da je treba se teh sprememb lotiti sistematično, ta change management je recimo nekaj, kar ugotavljamo, da podjetja pretežno nimajo, ne, ravno to je pa en izmed pogojev za to, če se hočejo te spremembe uvajati hitro in sistematično, ne, nadgradnje strategij vključno z, ne, da se tega loti z roko v roko z deležniki. Druga ključna beseda je nadgradnja poslovnih modelov. Znotraj tega pač cel sklop, ne, ki predvsem slišijo v pomembni meri na ime mehki dejavniki, ne, preusposabljanje, organizacija, procesi. V našem poslovnem sektorju se veliko raje, se mi zdi, pogovarjamo o strojih, o zgradbah, ne, investicije v opremo, ne. Tako, da ne bo narobe razumljeno, to ne pomeni, da te investicije pa niso pomembne, pač pa, če niso dopolnjene s to drugo stranjo in primerjalno glede na dinamične države, Slovenija tukaj agregatno, makroekonomsko in znotraj poslovnega sektorja izrazito zaostaja. Če dam še malo soli, ko smo ravno pri tej temi na gospodarstvenike, ne, recimo, če pogledamo, kako rečem, strateško odzivnost države, kot je Češka, s katero smo neposredno v konkurenci. Še 10 let nazaj je bil obseg vlaganj Čehov v podatkovne, torej v podatkovne software in podatkovne baze, približno tam, kjer na ravni Slovenije glede na bruto domači proizvod.
Od takrat smo mi ostali približno tam, kjer smo bili 10 let nazaj. Čehi so pa ta vlaganja več kot podvojili. In to se kaže, da v bistveno večji meri kot mi razumemo, kaj bo tisto, kar bo odločilo. Zdaj pa, ko sem malo zašel, se samo vrnem. Torej, na strani podjetij, nadgradnja strategiji, poslovni modeli in pa seveda nadaljevanje z izboljševanjem, kar imenujemo operativno odličnost, beri avtomatizacija, to v tem pač absolutno. Vse te debate, ki so v Sloveniji prisotne v zvezi z negativnim vplivom na trg dela, pač mislimo, da se jih lotevamo v vidu demografskih trendov, da se jih lotevamo iz napačne strani. Kakšno vlogo igra pa recimo tukaj tudi zeleni prehod? Dejstvo je, da Slovenija je še vedno tretja najbolj industrijska država. Strokovnjaki opozarjajo, da se v zadnjih letih prav zaradi intenzivnega zelenega prehoda, včasih morda tudi s premalo, bi rekel, podpore ali prave podpore gospodarstvu za ta prehod, da se dogaja tudi deindustrializacija, kar se kaže tudi v upadanju industrijske proizvodnje, tudi v Sloveniji. Ali lahko Slovenija dejansko izvede ta zeleni prehod, ampak hkrati ohrani neko močno industrijo in kako gre to, bom rekel, z roko v roki s tem prehodom med ustvarjalce, ne samo podizvajalce? Ja, če smem to vprašanje tudi še preplesti z drugim delom vprašanja, ki ste ga prej postavil, pa nisem odgovoril na strani države. In ta vpliv vzpostavitve ustreznih robnih pogojev, da gospodarski subjekti lahko konkurirajo, se mi zdi, je nekaj, s čimer imamo mi kot del Evropske unije, imamo kar resne težave. Pri čemer ne v smislu, da kako rečem, trumpovske logike, da podnebne spremembe niso pomembne, ampak v smislu, kako se tega lotevati. Ravno tudi ta debata, ki se dogaja na evropski ravni, tukaj je Evropska unija pokazala, kako rečem, skoraj bi rekel, seveda so vse te aktivnosti vodili dobri nameni, vendar so bili izpeljani na način, kjer pač pomeni, ki nekako predpostavlja, da je Evropska unija daleč spredaj z vidika razvitosti ali pa tehnološke naprednosti glede na konkurenco. Kar pa že kar nekaj časa ni res. In tukaj se mi zdi, da se je začela ta nekako težava, da je Evropska unija nekako predpostavljala, da si lahko privoščimo karkoli, pa bomo že nekako, torej da bo poslovni sektor že nekako se temu prilagodil, in da bo zadostovalo, če bo Evropska unija sam pospešila vlaganja v recimo inovacije, razvoj novih tehnologij in da se bo potem ostalo pa že sestavilo. Ker gledano za nazaj je približno tako se lotevala drugih tehnologij ali pa pristopov in to je nekako šlo. Vendar ta kontekst se je bistveno spremenil, tako prej ste omenil, se pravi na strani in politike Združenih držav Amerike in predvsem pač izjemnega skoka naprej Kitajske. In v tem kontekstu, kjer Evropska unija trenutno je seveda ključno, da če se hočeš tako stvariti, ne moreš ti samo se odpreti, pa veš, da si v zadnji. To pomeni, da boš določene pač podjetja, ki so lahko tudi, govorim zdaj o hrbteničnih podjetij na ravni Evropske unije, kaj šele v Sloveniji, si v bistvu jih postavil v situacijo, kjer se pač enostavno ne da. Recimo, to, da imamo mi zdaj ta mehanizem telih CBAM, telih carin pri uvozu pač okoljsko nestandardnih proizvodov, je to nekaj, kar se bo šele naslednje leto začelo uvajati. Hočem reči, to so te nekonsistentnosti pri vodenju politik, ki enostavno so nespametne. Tukaj mislim, da je treba to reči in tukaj je Slovenija del neke širše zgodbe in se mi z tega vidika pač mi absolutno izpostavljamo, kako pomembno je, da se nadaljuje z ambicioznim pristopom na tem področju, vendar ne brez konsistentno podprtih paketov, torej ne da se skače, da te prvo skočiš v bazen, pa pol ugotavljaš, koliko je notri vode. In to je bilo delno storjeno točno na ta način. Zdaj pa grem na ta vprašanje, ki ste rekel, kako se to povezuje s prehodom tudi od izvajalcev med ustvarjalce. Se pravi, znotraj tega negotovega okvira ali pa zahtevnega okvira, kjer je tudi so bila pričakovanja, do kakšne mere bo trg se odzval na te zelene proizvode ali pa na ta zeleni trend. Tukaj moram reči, da tudi na podlagi pogovarjanja s slovenskimi podjetji pač je ta neka vrsta premišljenosti se izkazala kot smiselno gledano za nazaj.
Vendar bi jaz vseeno izpostavil naslednji podatek in to je, da podnebne spremembe kot priložnost v poslovnem smislu v Sloveniji vidi 16% vprašanih podjetij. In ta delež se je v zadnjih 2 letih zmanjšal za 4 odstotne točke. Se pravi, delež, to je stanje v Sloveniji, v vodilni Finski, kot podnebne spremembe, kot poslovno priložnost, se vedno pa povečuje. 46%, se pravi 16, 46, pri čemer se je ta delež pri njih povečal za 7 odstotnih točk. In da ne bo zdaj samo neki Finci, tam zgor na severu, ko so tudi pri Madžarih, se je ta delež, oni so zdaj na 20%, ampak se je v zadnjih 2 letih povečal za 9%. Hočem reči, tukaj se kaže, da in zdaj tako, da ne bomo spet šli v neki, kako rečem, konflikten diskurs. Seveda, če si ti dobavitelj, ti je ta okoljska zakonodaja pomeni zagotavljanje skladnosti, pa še ta papir, pa še papir, ki ti vse še dodatno zajeda v tisto že tako nizko maržo, o kateri sva govorila prej. In z tega vidika seveda si veliko bolj vedno bolj v primežu, točno to. Druga plat je pa, če si ustvarjalec, in to je zdaj točno to, če pa si sposoben, če pa si ti tisti, ki ustvarjaš proizvod in katerega del diferenciacije, zaradi katere je potem stranka pripravljena plačati mogoče nekaj več, je pa ta okoljski vidik, potem je pa to seveda druga stvar. In tukaj se lepo vidi, da smo še vedno v pretežni meri dobaviteljska ekonomija, da smo v premajhni meri sposobni to vrstne priložnosti izkoriščati. Je pa res, da je to pač samo eden od vidikov. Za mene je ključna stvar marža, ki temelji na tem, da je produkt drugačen od ostalih, za katerega je stranka pripravljena. In je to en paket, ki se potem, se pravi, okoljski vidik, dizajn, sploh razumevanje, kaj stranka, to je pač vse del teh nadgradnje, teh poslovnih procesov, ki pa so, zdaj pa, da ne bo izpadlo, da na Umarju, kako rečem, pojemo, se delamo pametne, če tako rečem, seveda je pa to z podjetniškega vidika pa seveda bistveno bolj ne samo zahtevno, pač pa tudi bistveno bolj tveganje. To nam je absolutno jasno in zaradi tega poudarjamo, da mora to, da ne pa nazaj na tisto prejšnjo vprašanje, zaradi tega mora skladno s tem tudi država nadgraditi svoje podporne mehanizme, da del teh tveganj, ki so torej tovrstne investicije v tovrstne tvegane projekte, so družbeno ne samo koristne, ampak nujne, vendar, če ne bo država del teh tveganj prevzela, vključno z pripravljenostjo zaposlenih za preusposabljanje in tako naprej, bomo imeli teh tovrstnih investicij in projektov manj, kot je družbeno zaželeno. In to je tisto, kar moramo pa na drugi strani razumeti država, da ta prehod zahteva nadgradno spremembo politik, vključno z, kar opozarjamo, preveč defenzivnih pristopov, ohranjanje delovnih mest, sheme skrajšanega delovnega časa, zato da bomo še vedno takšni, kot smo. Mi moramo razumeti, da pač, treba se je osredotočiti in staviti na projekte in podjetja, ki so pripravljena v ta preskok hkrati pa omogočiti, da podjetja, ki tega niso ali pripravljena ali sposobna ali karkoli že, da torej zaposleni od takih podjetij prehajajo med uspešne. In to je tista dinamika, ki pa bomo mogli razumeti, da trg, en del te enačbe prehoda od izvajalcev med ustvarjalce so tudi učinkovito delujoči trgi, kar smo še posebej v po-covidnem obdobju, vsi se tam do neke vrste zanašanje, da za vsako stvar bo na koncu poskrbela država, ki ima sicer kot rečeno ključno vlogo, vendar ne v smislu ohranjanja statusa quo. No, država ima seveda pomembno vzode pri ustvarjanju ustreznega poslovnega okolja. Vse to, kar ste zdaj dejali, in eno od njih je seveda tudi davčno okolje. Bom rekel, v zadnjih letih ali pa predvsem zdaj v zadnjem času, seveda je bilo predvolilno obdobje, so podjetja, gospodarstveniki pa tudi strokovnjaki opozarjali, da če bi imeli konkurenčnejši davčni sistem, bi podjetja tudi nekoliko lažje poslovala, vpliv na plače bo boljši, kar bi lahko stimuliralo tudi privabljanje boljših kakovostnih kadrov, ki jih potrebujemo, predvsem teh visoko strokovno usposobljenih. In to bi se lahko poznalo tudi v boljših rezultatih potem podjetij, gospodarstva. Kje je pravzaprav po vašem ta razvojna dilema Slovenije? A je to višina davkov ali prenizka ta dodana vrednost? Oziroma bom vprašal še drugače, vidite
tudi izziv v davčnem sistemu, ki bi moral biti bolj spodbudno, razvojno naklonjen, da bi lahko naredili ta premik od podizvajalcev v ustvarjalce z višjo dodano vrednostjo? Ja, zdaj, najprej bi umestil vlogo države. To, kar praviloma govorimo v Sloveniji samo, da je vloga države v vzpostavljanju poslovnega okolja, bi skoraj rekel, mečken na načelni ravni, bi si jaz skoraj upal ten korak naprej, malo v smislu tega, Danny Rodrik, rekel, filozofije, države kot razvojnega akterja, torej to je absolutno, to je predpogoj za to, da imate vi poslovno okolje, ki vam omogoča, da normalno funkcionirate. Vendar v teh modernih ekonomijah, še posebej pa v inovacijskih gnanih ekonomijah, ima pač država iz cele vrste razlogov izjemno pomembno vlogo, ki od nje zahteva, in to še posebej zdaj velja v času digitalizacije in umetne inteligence, neko visoko stopnjo odzivnosti, ampak ne v tem smislu, gospodarstvo rabi to, zdaj bo pa država naredila, ampak gre za neke vrste sobivanje. In to soodvisnost se mi zdi, tudi iz lastne izkušnje lahko rečem, se mi zdi, podjetja bistveno bolj iz prakse razumejo, kot se v splošnem diskurzu to pričakuje. To pa ne pomeni seveda, da je država sposobna ali pa da je smiselno, da za vsakim podjetjem teče, ker to enostavno ne gre. In tle se mi zdi, prej sem omenil to bolj strateško upravljanje z državo, je en izmed elementov, da je torej vloga države je precej več kot samo to, da imamo ustrezno poslovno okolje v smislu davkov pa postopkov, ampak da je država aktiven akter, pomemben akter, ki signalizira z vidika razvoja kadrov, z vidika zagotavljanja specializirane raziskovalne infrastrukture, cele serije stvari, kjer enostavno je potrebno v bistveno večji meri imeti vzpostavljene sisteme upravljanja, governance, kjer sodelujejo država, gospodarski sektor in pa tudi institucije znanja, kjer se tovrstni tudi strateški razmisleki, če hočete, v katero smer bomo investirali, kjere storitve bomo dokler smo bili daleč od vodilnih, ni bilo ključno, ker smo itak si, tako kot sem prej rekel, kupil tehnologijo, bolj pa se prebijaš naprej, bolj se moraš odločiti, na katere te ekosisteme boš gradil. In zdaj to mi je podlaga na vaše vprašanje, kaj pa zdaj z vidika javnih financ. Mi moramo pač ugotoviti, da smo, torej prva stvar, ki smo jo izpostavili, je, da je treba loviti ustrezna ravnovesja. Spomnite se, moram reči, da me preseneča, da se bolj o tem ne govori, Ta logika, da se bo davčno razbremenimo in bo potem pospešena gospodarska rast, pač to luknjo nadomestila, to je, kako rečem, pristop, ki si ga neke Združene države zaenkrat še lahko privoščijo, je pa ne tako dolgo nazaj ta isti eksperiment naredilo Združeno kraljestvo, ki je rezultiralo v tem, da je pač neka premijerka imela najkrajši mandat v zgodovini Združenega kraljestva, ki je trajal 43 dni, ker enostavno so trgi rekli, dragi moji, in tukaj govorim pa zdaj v vrstnih redih, mi moramo razumeti, da če bomo imeli toliko manj prihodkov, potem je treba imeti toliko manj izdatkov. Če bo prišlo čez leto, 2, 3 do pospešitve gospodarske rasti, če bomo ostale stvari naredili, seveda, ampak ko se bo to zgodilo, bomo potem šli manjšati prihodke, ne pa obratno. S čimer nočem reči, da torej, zato na Umarju ne govorimo o nižanju davkov, pač pa govorimo o prestrukturiranju davkov in prispevkov. Se strinjamo in s podatki pokažemo, da je recimo zgodba davčnega primeža de facto problem, da je v zvezi s tem treba nekaj narediti. Opozarjamo tudi na druge vidike, ki so z vidika prihodkovne strani javnih financ neoptimalni, recimo financiranje zdravstvenega sistema, imamo najvišji delež financiranja iz prispevkov, kar je nekaj, kar na srednji rok je z vidika vzdržnosti problematično. Tako da je več razlogov, ki govorijo v prid temu, da je treba, torej zato mi govorimo, da je treba pač davke in strukturo davkov in prispevkov prestrukturirati. Ne nujno v smislu nižanja, a vendar hkrati, da je treba to, kar bomo naredili na prihodkovni strani, gledati skozi optiko, kaj je smiseln in optimalen pristop z vidika porabe glede na investicije na izdatkovni strani. In ta del je pa najmanj toliko problematičen kot prihodkovna stran. Mi smo zelo hitro sprejemamo odločitve, ko gre za povečevanje izdatkov, ki povečujejo današnjo blaginjo. Ko gre pa za investicije, to, kar opozarjamo, odpornost v smislu digitalnih spretnosti in tako naprej, v smislu podpore tveganim projektom,
Kar bo verjetno prineslo rezultat šele na nek srednji rok. Ne? Tako je. Ne, tako. Tem smo pa šibki. Tam so pa trendi, ne da smo primerjalno zdaj, da nekaj izstopamo, ampak mi moramo biti, če želimo preskočiti, če hočemo biti hitrejši od ostalih, moramo na teh področjih, ki so seveda ključna, moramo razumeti, da prva prioriteta je, da tudi tako na poslovni kot na javni strani stavimo na to, kar je naša ključna primerjalna prednost. Ne. In te pakete, se pravi digitalizacija, znanje, to so, kar zdaj, seveda mora biti to podprto za ustrezno davčno strukturo, z učinkovitimi postopki umeščanja v prostor, pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in tako naprej. To so vse predpogoji, ampak tudi samo, torej te so bistveno bolj kot nič, seveda, vendar niso pa dovolj, če hočemo ta preskok narediti. In to je tisto, kar opozarjamo, da bi se bilo tega lotiti potrebno celovito, tako na strani izdatkovne kot prihodkovne strani in na tej osnovi postaviti kredibilen sistem, torej pristop, strategijo, če želite, s katero tudi lahko kredibilno stopite pred finančne trge. Če sem najbolj direkten, mi na koncu smo majhna država, ki pač ki se zadolžuje. Obrnemo kakorkoli. Ta standard delno vzdržujemo s tem, da se zadolžujemo in če je temu tako, moramo pač biti še toliko bolj pametni in modri. Zdaj, nekako impliciramo, da te pameti, hvala Bogu, v tej državi še imamo dovolj, samo je pa res, da se je treba strateško premisliti in se potem tudi strateško odločiti, ne skakati iz enega ekstrema v drug, tako kot piha veter. Mislim, tega se bo še dotaknilo v nadaljevanju pogovora, ampak mogoče še pred tem kadri. Kadri so zelo pomembna zadeva danes, še posebej v vsem tem napredku. Ja. In na Umarju opozarjate na dva vidika. Eno je to, da je delovno sposobnega prebivalstva oziroma ga bo manj v prihodnje. Poleg tega pa opozarjate tudi na problem kompetenc obstoječih kadrov in premalo vlaganja pravzaprav v nove veščine, v nova znanja. Saj vidimo, kaj se dogaja z umetno inteligenco, če je samo del digitalizacije. Kaj bo po vaše odločalo prihodnost uspešnosti Slovenije? Število zaposlenih ali produktivnost vsakega od nas zaposlenih? Zdaj, kar moramo razumeti, torej prvič, kar se te demografije tiče, mi že imamo, torej mi smo se že znatno postarali, se pravi starostna struktura zaposlenih, to smo tudi pokazali v poročilu, se lepo vidi, kako je pač v tem segmentu mlajšem, je kar zginil, in smo se lepo pomaknili proti desni, se pravi, to je nekaj, s čemer smo že soočeni. In to nam, in kar je ključno treba razumeti, je, da tega ne čutimo še bistveno bolje. Mi smo v zadnjih 10 letih, se pravi, število tujih državljanov med zaposlenimi je bilo tradicionalno tam okrog 60 tisoč, celo malo nižji. Zdaj smo na 150 tisoč. Se pravi, mi smo dobesedno v tem desetletju, ta demografski trend se je obrnil leta 2012, smo potem to dobesedno kompenzirali z tem, da smo praktično, to je res, to je 90 tisoč ljudi. 90 tisoč ljudi, to je ogromna številka. To je skoraj to, kot ima mestna občina Maribor ljudi. In hočem reči, zaradi tega to morda ni še toliko očitno, je pa nekaj, kar tega ne moramo na ta način vzdrževati naprej. In mi moramo razumeti, da se bodo ta demografski trend se bo nadaljeval in če hočemo zdaj normalno delovati, potem imamo samo dve možnosti. Ali bomo delali dlje in več, ali pa bomo delali bolje. Ljudje ne želijo delati več, to vemo, celo vedno več je tistih, ki želijo delati manj. Zaradi tega je pač edina enačba, skozi katero lahko pač vsi izidemo kot zmagovalci, je, da bomo pač dvignili to produktivnost, da bomo delali bolje. In tisto, kar tle zelo poudarjamo, je pa to, da to ni zdaj torej igra s pozitivno vsoto samo z vidika države, z vidika javnih sistemov, z vidika podjetij, ampak je enačba, ki ima izrazito pozitiven rezultat tudi na zaposlene. In to je tisti, kar bi radi posebej poudarili, da bodo ljudje razumeli, da te spremembe zagovarjamo ne zato, da bomo preprečili nekaj slabega, pač pa zato, ker je ta naslednji korak nekaj dobrega, če ga ustrezno izpeljemo, in nekaj dobrega za vse. Med vodilnimi inovatorkami so zaposleni bistveno manj intenzivno delajo,
imajo bistveno, so bolj navdušeni nad delom, imajo manj zdravstvenih težav, so bolj motivirani, so bolj zadovoljni in to moramo razumeti, da ta naslednji korak tudi z vidika zaposlenih je nekaj, kar je dobro. Pomeni dobrobit za vse, ne? Pomeni dobrobit za vse in to je torej nekaj, kar gre v ta, kot sem prej rekel, da moramo razumeti, da smo vsi na istem čovnu, ker tudi saj na koncu, veste, se ni sam direktor ali pa lastnik podjetja, more v te spremembe, more vse deležnike prepričati, če hočejo ustvarjati, ker dokler imaš ti, če najbolj banaliziram, če imaš ti fabriko pa proizvodno, lahko nekoga prisiliš, da bo tam, prisiliti ljudi, da bodo razmišljali o novem proizvodu, kreativno, to pa ne gre tako, da moš naročiti, zdaj pa ti ustvarjalno razmišljati, tako enostavno ne gre in to je nekaj, kar je odlično, zaradi tega, ker to zahteva torej ustvarjanje okolja tudi na strani poslovnih subjektov, ki je bistveno bolj, kako rečem, dojemljiv in pozoren in pozitiven do kakovosti delovnih mest in tako naprej. In v tem smislu smo torej nekaj, kar omogoča verjetno tudi, jaz upam, kar bi moralo olajšati dosego skupnega imenovalca med delojemalsko in delodajalsko stranjo. Na katerih kompetencah bi morali delati več, da bi spodbujali prave kompetence za prihodnost in pa ne nazadnje za ta prehod iz podizvajalcev med ustvarjalce? Digitalizacija je ena od teh stvari, kjer smo zelo šibki. Tako, digitalizacija je ena izmed področji, kjer smo eno generacijo zadaj. Tako da, ko gre za recimo obstoječe kadre, za preusposabljanje, se to lepo vidi, da smo posebej pri teh bolj naprednih digitalnih spretnostih. Torej, slovenski zaposleni pri osnovnih digitalnih kompetencah ne izstopajo. Beri, toliko ljudi kot pri nas zna uporabljati Excel, toliko ga zna tudi drugje. Razlika nastane pri napredni uporabi digitalnih spretnosti, preprosto zato, ker to gre pa za segment, kjer ali si sposoben od tega narediti nekaj več, ali si sposoben to digitalni vidik uplesti v poslovni model, v razumevanje tega, kaj želi stranka, ali si sposoben na tej osnovi diferencirati svoj produkt, svojo znamko okrog tega, zaradi katere boš imel potem više mar. In v tem smislu predvsem izpostavljamo, da je pomen digitalizacije kot vzvod za to, če pa hočeš to narediti, moraš imeti pa seveda usposobljene ljudi, ki so ne samo motivirani, ampak so tudi tovrstna znanja sposobni uporabljati. To je predvsem z vidika tega, kar je sedaj, rekel, priložnost, ki bi jo morali v večji meri izkoristiti in nekaj, kar bodo zagotovo podjetja že včeraj so, danes že, jutri pa bodo še bolj seveda potrebovala, ker avtomatizacija proizvodnje, na primer, seveda zahteva popolnoma spremenjeno strukturo veščin, ki jih imajo zaposleni. Vendar to je samo perspektiva tega, kjer smo že danes. Tukaj dobesedno lovimo vlak, ki smo ga zamudili za zadnje desetletje. Če pa želimo biti en izmed, kako rečem, vodilnih, tistih, se pravi ta prehod proti ustvarjalcem, je pa treba razumeti, kaj so ključne, kaj je tisto, kar prihaja jutri. In tukaj izpostavljamo, da tudi že na podlagi anket med slovenskimi menedžerji glede teh spretnosti, ki pridobivajo na pomenu, so tukaj pa niso samo te digitalne tehnološke, pač pa so tudi predvsem te mehke veščine. Okretnost, sposobnost učiti se, sistemsko razmišljanje, ustvarjalno mišljenje. Ustvarjalno recimo je nekaj, se pravi tisto, kar lahko te sistemi in algoritmi na podlagi preteklih vzorcev preberejo, to se bo postopno vedno več avtomatiziralo. Se pravi tisto, kjer človek lahko pridaje, da skupaj z strojem ali pa z digitalnim orodjem ustvarja nekaj, kar je izven okvirov. In to so te veščine in to je tisto, kar izrazito izpostavljamo, da moramo še posebej, ko gre za izobraževalni sistem, razmišljati o tem, kaj prihaja jutri in podatki žal tukaj so zelo še precej bolj negativni. To, kar bo za slovensko družbo, ne samo gospodarstvo, tudi družbo, to bi še posebej poudaril, ker se mi zdi tudi v teh razpravah se potem včasih zapletemo v to zgodbo, to je gospodarska stran, vse ostalo. Ni res, vse, kar zdaj govorimo, velja tudi za zdravstveni sistem, za izobraževalne sisteme in vse ostale družbene podsisteme, ker digitalizacija je natančno toliko relevantna tudi, ali pa še bolj, za njih. In to je, hočem reči, nekaj, kar se mi zdi je nujno, da se zavemo in se tega
zelo urgentno in pospešeno lotimo, tudi z vidika signaliziranja, če hočete, in za privlačnost Slovenije, za talente, za podjetja in tako naprej. Počasi greva v zadnji del najinega pogovora, zato morda vprašanje, glede tega, kako naprej sedaj. Vemo, kam moramo priti, vemo, kaj nam grozi, če ne naredimo tega prehoda, morda ne jutri, ampak pojutrišnjem pa že. In v Sloveniji se zdaj že nekaj časa pogovarjamo o tem, da potrebujemo nek družbeni dogovor o razvojnem modelu za naslednje desetletje, če želiva, in tudi nek konkreten načrt razvoja na ravni države, ki bo šel preko, bomo rekli, političnih meja, preko nekih mandatov vlad in bo dal jasno smernico, kam Slovenija mora iti in kako razvijati od gospodarstva do javnih storitev, socialne države, javne porabe, vseh vidikov razvoja neke države. Se vam zdi, da je to mogoče glede na, bom zdaj rekel, včasih razdeljenost slovenske družbe, na eni strani delodajalci, kapital, podjetja, na drugi strani sindikati, delavci. Bo to možno? In seveda tukaj je še politika, država. Veste, kako bi rekel? Kako bi se morali tega lotiti? Ja. Zdaj, to pač moje osebno mnenje, glede tega se kot hiša nismo pač opredeljevali. Smo pa izpostavili, da je ta zgodba, to, kar ste omenili, problem zaupanja do institucij na državni ravni je eden izmed pomembnih težav za tudi pripravljenost ljudi bolj ambiciozno ali pa poglobljeno jeti v neke procese sprememb. Tako da to izpostavljam, to nekako smo poskušali tudi pokazati ogledalo, če želite, političnim strankam, katerim zaupa 13% Slovencev in Slovenk. 13. 13. To je pač številka, ki je v nogometnem žargonu bi bil to rdeč karton. Ne zdaj eni, drugi, tretji, pač kot celota. In to je neka popotnica, torej to je slaba popotnica v tem smislu, ker če ljudje ne verjamejo, da je tisti, ki se odločajo, so sposobni, pač, če jim ne zaupajo, potem ne verjamejo, da so jih sposobni potegniti in trasirati premišljeno pot naprej, in to je nekaj, kar gotovo ni dobro. Vendar ne bi pa tega argumenta predaleč razširil v tem smislu, da ta zgodba o razvojnem modelu pa družbenem dogovoru se mi zdi, da malo po slovensko se to razumemo, v smislu, da bo pa zdaj prišlo do nekega grandioznega dokumenta, ki bo rešil vse in vključeval vse vidike od gospodarstva, zdravstva, šolstva in česa. Jaz v ta scenarij, še enkrat govorim osebno mnenje, jaz v ta scenarij ne verjamem, da bo prišlo do neke situacije, kjer bomo rekli, danes smo v starem dogovoru, jutri pa bomo kakršenkoli že podlagi prišli do nekega grandioznega medijsko opevanega prehoda. To mislim, da ni realno. Kar pa je realno, kar upam, da je realno, ali pa kar bi moralo biti realno, če pa ne, pa mora postati realno, ker tukaj neke resne izbire mislim, da nimamo, pa je, da ugotovimo to pa zdaj preko celotnega spektra, tako govorim zdaj politično, kot z vidika sindikati glede na delodajalce in tako naprej, da ugotovimo, kateri so pa tisti ključni paketi, ki so pa predpogoj za to, da mi kot družba lahko normalno prosperiramo na srednji in dolgi rok. In za mene recimo je en tak je inovacijski paket, kjer bi mogli pač se dogovoriti, da ne glede na to, kaj bo, da bomo mi to vrstne tvegana, se pravi propulzivna podjetja s tveganimi raziskovalno razvojno inovacijskimi projekti, z podporo recimo za nadgradnjo poslovnih modelov, vključno z digitalizacijo, to so recimo segmenti, kjer ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi prišlo do dogovora, ker jaz sem imel kar nekaj priložnosti govoriti in s takšnimi in drugačnimi tudi pač politiki in glede tega, kaj dosti, to ni ideološko, ne vem kakšno vprašanje, to je pač vprašanje, ali bomo kot država sposobni razumeti, da je to absolutni predpogoj, če hočemo še naprej konkurirati in če da bomo razumeli, da če bomo to naredili in za to zagotovili tudi ustrezna sredstva, da morda, če bo prišlo do kakšnega nižje gospodarske rasti, da bo treba morda tudi kje druge kakšno stvar mogoče zategniti pa privarčevati kakšna sredstva na kakšnem drugem področju. To pa menim, da torej to pa je moje pričakovanje
In približno podobno logiko bi pričakoval, torej rekel sem, en paket je inovacijski, drug paket, ki bi ga sam izpostavil, je pa ta kadrovski, ne, na eni strani torej reforma preomenjena izobraževalnega sistema in pa paket preusposabljanja. Ne. To pa še posebej, to je pa v enem delu sicer zgodba, ki se tiče tudi države, še posebej, ko gre recimo za recimo napovedovanje potreb po znanjih in veščinah. Vendar je vsaj tako ali pa še bistveno bolj tudi zgodba sodelovanja in dialoga med delojemalsko in delodajalsko stranjo, kjer dokler smo v, kako ne rečem, igri za ničelno vsoto, ne, ali boš dobil ti več ali pa jaz manj, dokler je ta diskurs, je seveda to konflikten kontekst, če pa bi prišlo, če bi uspel doseči situacijo, da se bomo pogovarjali oziroma da se bodo delodajalci in delojemalci pogovarjali na način, ne, ključno je, da investiramo v prihodnost, ne, in to pomeni tole in tole in tole, si predstavljam, da bi bilo morda tudi kakšno drugo dogovor na kakšnem drugem področju morda lažje doseči. In tle sam toliko, da rečem, moja izkušnja, pa sem bil na nekaj sestankih tudi, ko so bile te krize, jaz moram reči, da se mi zdi, da se bistveno preveč črno-belo slika odnos sindikatov, nepripravljenosti na. Moram reči, da moja izkušnja ni takšna, jaz sem vedno imel, torej moja izkušnja je bila, da so bili vedno ne samo pripravljeni, še več, celo zainteresirani za to vrstne razprave in to mi nekako daje optimizem, da bi z, kako rečem, nekim konstruktivnim, če je treba, pa mediiranim ali kakorkoli, ne, pristopom, ne, se pravi, tle zdaj ni bistveno, je to zdaj, ne, Made in Slovenija ali je to. Na koncu je treba razumeti, da ti skupni imenovalec, glede njega, jaz moram reči, ne vidim dobesedno, jaz še nisem srečal katerekoli skupine, ki bi rekla, poslušajte, pa se to pa nima nobenega smisla. Res, pa smo skozi na terenu, ker enostavno so podatki pač jasni. Na tej osnovi, no, upam, da zmoremo to moč, da se pridemo do, ne glede na splošno nizko stopnjo zaupanja, da pridemo do tega zavedanja, da je treba, ne glede na vse, da je vlaganja v razvoj prioriteta, da smo premalo vlagali v te mehke dejavnike, da rabimo pač, ne, pospešiti to inovacijsko, ne, pač dinamiko. Na osnovi tega se dogovoriti in tle recimo je ta vaš pač program gospodarske zbornice lahko dobra osnova, ki ima noter tudi Made in Slovenija, Made in Slovenija, ne, ima noter konkretne ukrepe. Zdaj ne pravim, da so nujno vsi dobri pa to, ampak je pa nekaj izhodišče, okrog katerega, kar bi saj lahko bistveno pospešilo dogovor o tem, za katere, saj ni treba, da se zmeni, koliko jih je 80, 85, ne. Ja, saj se lahko 80. Ja, ne, saj ni bistveno, a je zdaj, ne, ampak da se začne z tem, da se dogovorimo o telih 5 stvari bomo pa naredili, ne glede na to, a bo zdaj taka vlada, una vlada, 5. vlada, 100. vlada. In v tem zdaj pa zaključujem, ne, prej ste vprašal glede razvojnega, se pravi nadgradnje razvojnega modela, začnimo s 5 ali pa zaradi mene 3, ampak začnimo z enim pa pol malo več in bomo potem čez 5 let za nazaj ugotovili, da smo v tem trenutku, ko smo se za te prve 3 dogovorili, smo postavili nek temelj na osnovi, ki smo ga potem s časom nadgrajevali. In upam si reči, da na ta način morda pridemo do situacije, da bomo potem za nazaj ugotovili, takrat se je pa začel proces, ko smo v tej državi začenjali dosegati kritično maso razumevanja, kakšne ne samo izzive, ampak tudi kakšne priložnosti, ki smo jih od takrat naprej v bistveno večji meri začeli izkoriščati. Če strneva na en pogovor, 3 kratka vprašanja in kratke odgovore. Torej, kaj je po vašem mnenju največja razvojna priložnost Slovenije v naslednjem desetletju? Jaz mislim, da je ravno ta inovacijski potencial, kjer naša podjetja, tudi v podatkih se vidi, izkazujejo visoko stopnjo iznajdljivosti, ki jo morajo zdaj preliti od tega samo, da so operativno odlični, da znajo dobro narediti, da tudi znajo, da bomo začeli ustvarjati, da bomo stavili nove proizvode, da bomo začeli pač, ne, prodirati na trge bistveno bolj ambiciozno, agilno. In to je pot, ki nam potem bo odpirala nove nove horizonte, dobesedno. Je pa res, in to je druga plat, kar moramo tudi razumeti, ne,
tvegani projekti ne pomenijo, da bodo vsi uspeli. Ne. Tvegan projekt pomeni, da bo marsikater tudi ne bo uspel in to moramo kot družba razumeti, zato v tem je čar dinamičnih trgov, inovacijskih, tudi ne samo in tukaj ni vzor samo Amerika, ne, tudi Švedska recimo je država, ki je sposobna tovrstno okolje ustvariti in pač mi enostavno pravimo, dajmo slediti tem primerom, dobrim praksam, seveda jih moramo prilagoditi na našo okolje, vendar receptov tukaj ni treba v osnovi, z vidika smeri, ni treba odkrivati tople vode. Morda 2-3 branže, kjer še posebej vidite priložnost tega razvojnega preboja, ki so pomembne za Slovenijo? Mi predvsem izpostavljamo, da je treba opredeliti prioritete, vendar predvsem glede na diversificirano strukturo gospodarstva so predvsem segmenti ne zdaj, da bi mi rekli, zdaj smo pa samo s farmacijo, pa ne vem, mobilnostjo, pa ne vem, čem se še ukvarjali. Teh grozdov, ključnih dinamičnih skupin podjetij je več, ampak je treba opredeliti torej jaz ne vidim nuje, da bi rekli, to vrsti dejavnosti, to ne. Mislim pa, da je treba znotraj tega, kar smo, recimo, pametna specializacija opredeljuje trenutno 10 področij, to ne vidim problema v tem, da imamo jih 10, problem vidim v tem, da je znotraj njih potem vključeno vse. Ne. Znotraj tega moramo pa mi ugotoviti. Na področju mobilnosti bomo stavili predvsem na te 3 stvari. Znotraj pri razvoju materialov, na osnovi tehtnega premisleka, podjetniškega premisleka, se bomo osredotočili na tole, kar pomeni, da moramo imeti takšne kadre, takšne raziskovalno opremo in tako naprej. In ko gremo na ta način gledati, se potem v bistvu prideš do bistveno bolj, veš, kdo se s kom pogovarja, veš, kam moraš investirati in tudi veš, katere prioritete mora Slovenija zagovarjati v Bruslju. Nič od tega nimamo dovolj podrobno narejeno in posledično tudi pač v manjši meri, kot bi lahko izkoriščamo priložnost. Če še enkrat samo povzameva 3 stvari, ki bi jih morali storiti do 2035 kot država, da bi naredili ta prehod do ustvarjalcev? Kratkoročno je treba nasloviti tisto, kar so akutne točke, ki odganjajo aktivnost. V tem smislu menim, da so to, kar se zdaj ogromno govori, v smislu postopkov, davčni primež, mislim, da je to treba nasloviti, ker to je predpogoj za to, da se pač ustrezno diha, vendar ne na rokohitrski način, vendar na način strateškega premisleka, katerega del je seveda tudi razprava, torej odločitev o tem, na katere karte bomo stavili. To je potem drug sklop, to je ta srednjeročni vidik, kjer je absolutna prioriteta bi mogla biti torej ta inovacijski paket, vključno s izrazito pospešenim procesom preusposabljanja in potem ta dolgoročni vidik, kjer je pa še posebej pomemben pač izobraževanje. Na ta način z nekim takim strateškim pristopom, ki mora biti podkrepljen z, tudi to institucionalno nadgradnjo, sposobnostjo sodelovanja med gospodarstvom, državo in institucijami znanja, z opredelitvijo prioritet na tej osnovi, ki omogočajo potem, naprimer, napovedovanje potreb po kadrih. To je ta, recept, ki bo potem tudi signaliziral, tako, če hočete, investitorjem, kot finančnim trgom, kot drugim državnikom in državam, da smo država, ki ni del problema, pač pa smo država, ki je del rešitve. Ne? In kar mene, moram reči, ko gledamo vse te podatke, veseli, je to, da pravzaprav nismo v situaciji, da bi nam karkoli manjkalo. Ne? Vse sestavine, ki so potrebne, da ta odskok ali pa ta preskok naredimo, jih imamo. Jih imamo tukaj, kar pomeni, da moramo samo se ustrezno pač strateško premisliti, odločiti in potem to realizirati. In zadnje vprašanje, kaj je največje tveganje, če tega prehoda med ustvarjalce ne naredimo? Ja, torej kar moramo paziti je, da se nam pač te škarje, o katerih sem prej govoril, recimo, če ti vrstni redi so nekaj, kar ne razumemo najbolje, če se ti začnejo, torej če ti produktivnost stagnira, po drugi strani ti pa stroški rastejo, to pomeni, da greš v negativno spiralo, ki pomeni, da se ti bo začela ekonomska aktivnost ustavljati, to pomeni potem, da se ti nimaš več, ne moreš pobrati dovolj davkov, iz davkov si sposoben še težje vzpostavljati, ohranjati pač zaposlene, kar v kontekstu odprtih ekonomij pomeni, da ti bodo ljudje začeli odhajati. In ko enkrat prideš tako daleč, potem je iz te negativne spirale izjemno težko izstopiti. Nismo tam, vendar pa je to nekaj, na kar je treba biti pač pozoren. Jaz se včasih malo pošalim, če ustanoviš novo podjetje, pač seveda prvi korak ne bo, da boš razdelil dividendo, boš začel te prvo investirati in to je malo ta, če hočete, tudi kmečka logika, da moramo pač razumeti, da je to, da predvsem
da se začne s tem, da daš določen del semen na stran, zato da boš naslednje leto lahko jih sejal. Ne, to je pač ta neko čisto naravna logika stvari in tega prepogosto pozabljamo, da je vlaganje v prihodnost predpogoj za to, če hočemo pač biti uspešna, ne samo uspešno gospodarstvo, pač pa predvsem tudi uspešna družba. Tako, in s temi besedami bi zaključil najin pogovor. Naj se zgodi tako in jaz upam, da tudi tale najin pogovor in vaše poročilo s ključnimi opozorili in tudi priporočili, da bo doprinesel k temu premisleku pri vseh, tako pri gospodarstvenikih, kot pri seveda delojemalcih, kot seveda tudi pri državi. Peter Bosnar, hvala lepa za obisk v studiu in tale pogovor. Hvala za vabilo.